Ni lepo, ne, če zgubiš hči v dobrih 20 letih. Ne. Živeti je bilo treba pa za tiste, ki so še na svetu. Ne. Je pa dejstvo, da sem si kar dolga leta očital, da sem jaz kriv za vse. Čez noč ostaneš brez službe, brez vsega. Za te penzije ni, ne? Ne, doktor bom delal. In prav njemu dam potni list, ne, ker sem jackpot zadev. Lovica mi dva kupila in te malo avtobus. Me pogleda prav, a si nor. Veliko ljudi na tem svetu je zgolj korak oddaljeno od dna, potrebujejo pa le kanček upanja do uspeha. Prisluhnite zgodbam zmagovalcev, ki jih delimo z namero ustvarjati upanje, da je jutri lahko boljši kot danes. Podelite podcast s prijatelji in znanci, ki potrebujejo inspiracijo. Da ugotovijo, da je v življenju možno res čisto vse, če se tega lotimo na pravi način, s pravo miselnostjo. Gostje podcasta to dokazujejo s svojimi izkušnjami, ki jih delijo z nami. Kako nam lahko pomagaš? Oglej si epizodo, lajkaj, komentiraj, podeli, doniraj ali nam označi še koga, da njeno ali njegovo zgodbo izpostavimo na našem podcastu. Sem Rok Slama, moderator podcasta Zgodbe zmagovalcev in resnično verjamem, da tudi ti zmoreš. Sedaj pa uživaj v ogledu. Jaz te zdaj poznam ne dolgo časa, da bi rekel zdaj, da se ful poznava, ampak nekaj mesecev nazaj si prišel na eno delavnico, pa sva se tam malček bolj spoznala. Aha. In sem nas poznal malo tvojo zgodbo in me je res fascinirala. In želim se, da danes popeljeva naše poslušalce malo po tej zgodbi, ker jaz verjamem, da lahko dobijo res veliko zanimivih uvidov skozi te tvoje izkušnje. Ampak prva stvar, ki me pa zanima, ti si zelo sproščen človek. Ja, itak. Kako si lahko tako sproščen, kljub vsemu temu, kaj je tvoja skrivnost za sproščenost? Pa, kaj je skrivnost? V bistvu jo ni. Če imaš neki odnos do življenja, potem ne moreš biti zakrčen. Če v vsaki priložnosti vidiš nekaj novega, tam je to čisto enostavno. Jaz vedno, kamorkoli grem, probam odkriti nekaj novega. To sem se navadil na akademiji in dejansko vse gledam z pozitivne strani. Ko nekam greš, to pomeni, verjetno so to tudi potovanja. Tudi. Ti zdaj ogromno potuješ, tako imaš svojo agencijo, ampak kaj je tisto, kar ti iščeš, ko greš na ta potovanja? So to ljudje, je to hrana, je to nek razgled lep? Kaj je tisto, kar tebe osebno najbolj pritegne, da ti je to postalo res nekako sanjska služba? Ne vem, jaz imam veselje do neke logistike in iščem, da dam nekaj več gostom. Kar pomeni, da vsako stvar, kamorkoli gremo, najprej grem preveriti. Ne prodajamo megle. Druga stvar je, gostje morajo uživati. Ne glede na to, da se zgodi včasih, kaj je vmes. Gostje tega ne smejo vedeti. A ne se zgodi, da pač, ne vem, šofer zapelje v napačno ulico, ne? Ampak gremo naprej, ne? Ni kričanja, ti zmotil si se. Ne, greš naprej in prideš z druge strani, noben ne ve. Ne? Noben ne ve, da si se zmotil si se, vse si lepo naredil, smeje se lepo. A je lahko božga za gosta? Ali pa, ne vem, naš Camino, potovanje k samemu sebi. Tam pa dejansko vsak gost hodi po svojih lastnih močeh in željah, ali sam, ali v družbi. Mimo vozimo prtljago, spijo po hotelih, ne, in definitivno je to en naš produkt, ali pa moj produkt, ki sem ga izpilil do nule. Kaj pa tebe navdušilo, kdaj si ti začel potovati v življenju? A potovati? Ja. Že zelo majhen. Če lahko rečemo potovanje, no, kakšen izlet. Ok, daj malo piši to, ko si bil majhen, kako je to izgledalo? Ja, super, ne. Recimo, včasih sem šel z mojim očetom, ne, ki je mimogrede moj idol pa vzornik še danes,
če kdo ne verjame, naj prečita na moji internetni strani, je to zapisano že odkar imam podjetje, na kakšen izlet, a ne? Ali pa z redno progo, kakšen dan, kakšno nedeljo v Piran kopati. To je bilo v tistih letih in a ne? No in spomnim se leta 65. septembra. Takrat sem jaz ugotovil, kaj bom delal. Namreč konc počitnic, takrat smo šolo začeli šele 5. septembra, ne? In smo prišli prvi dan v šolo, vsi sošolci, ne, so se hvalili, jaz sem pa to naredil, jaz sem se pa to navadil, pa en plavat, pa en ne vem kaj, ne. Jaz revež nič, a ne. Mal gledam, ne, sem rekel, jaz sem boljši kot vi. Sem rekel, jaz sem se navadil pa avtobus voziti. Vsi, ti, haha. Sem rekel, v redu, če ne verjamete. Zvečer v 6:30 pride moj oče na končno postajo. In seveda on je tam zaparkiral avtobus in je šel na špricer, ne. Takrat še ni bilo 0:0, ne. In sem rekel, se dobimo na železniški postaji, ne, in ko bo šel on hlovcev na špricer, mi gremo v avtobus in vas odpeljem. Ja, ti, ko pridete, pa boste videli. Cel razred mulcev, 5. razred, veš, najstniki, ne. Skriti v tistem hodniku na železniški postaji Rakek, špegamo, avtobus pride, foter gre, gas v avtobus, bum. Ampak takrat je bila ena taka ročica, tako, zavžgat, ne. Prej sem mogel še malo držati, da se je segrelo, da so lučke prišle. No in sem se odpeljal tistih, ne vem, koliko je bilo, kilometer približno, ali pa morda dober kilometer, sem vse sošolce lepo odpeljal, tam, kjer je foter avtobus parkiral. Lepo vse ven, adijo, zmenjeno. Seveda, pol je pa, kaj bo zdaj? A ne, naš oče nas ni nikoli tepel, ampak bil je strog. Na neki, bom rekel, način, vsi, imeli smo strahu spoštovanja do njega, pa nas je sam pogledal, pa smo vedeli, koliko je ura, ne, in dejansko nismo imeli nikoli nekih problemov. Ja, mama je včasih to dosekala, ne, ampak oče pa nikoli. In pride domov, nas pogleda, nič ne vpraša, kdo je to naredil. To ga ni zanimalo. Ampak enostavno je rekel, tisti, ki je danes avtobus peljal, od danes naprej, vsak dan peš na postajo in ga pripeljal domov. Jaz pa namesto enega bom spil lahko 2 špricerja. No. In tisti trenutek, veš, ko sem jaz šolca naložil, povžgal, sem rekel, to je tisto, kar si jaz želim. In po končani osnovni šoli sem šel za avtokleparja, pač nekaj sem mogel jeti, ker je bila to komanda pri hiši, ne moreš ti doma ležati, ne, ker te noben ne bo futral. In tisti dan, ko sem bil star 18 let, sem imel izpit. Seveda pa sem mogel 2 let kamion voziti. Takrat sem spoznal, kako izgleda Irak. V tistih 2 letih sem bil 27-krat v Iraku. In to z Nemčije na opremo za letališče smo vozili. Po mestu je bila še vojska. In pol se rekel, da smo Iraka. Pa prav moj šef, ja, se ti ne bo treba jeti samo v Nemčijo peče naložiti. Bo drug pelil dol. Ok, sem rekel, grem, ne. Prijem nazaj do Ljubljane. Ja, veš, nimam nobenega. Sem rekel, ja, vem, tudi mene ne. 3 dni me ni boš knjižco poslal. Šel naredil izpit za avtobus, pa šel avtobus voziti. Ja, pred na začetku sva nekaj časa celo skupaj vozila. Oče pa sin. Tazga partnerja nikoli v življenju ne bom imel. Res to je bil čas, ki smo živeli sanje. Resno.
To je bila izkušnja. Pa tudi vse, kar je znal, me je navadil. Pa nobeno stvar ni na grd način. Vse je bilo nekako samo po sebi omnevno, razumljivo, nobenega problema ni bilo. Tudi če je bilo kaj narobe narejenega. Ja, na napakah se učiš, a ne? Pa si včasih rekel, tako malo križ boli, rekel, čakaj, ko še mu otroke bo začelo boliti, zdaj nič ne boli. Ja, bil je. Dokdaj je bil tvoj oče s tabo? On je delal do 82. leta. Pa še pol sem ga žico pet z mano za drugega šoferja, rekel, jaz sem svoje oddelal. Rekel, ti no treba voziti, bom jaz za oba. Ne, prav mene en kamar več. No, to je pa tista razlika med njim pa mano. Jaz pa nikakor ne moram nehati. Za te penzije ni, ne? Ne. Ti bi že lahko bil v penziji, ali še imaš nekaj? A pri mojih 72. Jaz si skreno pozabil, koliko jih imaš Pa včasih. 53 let delovne dobe. Lahko že zdavni, ampak ne, doktor bom lahko bom delal. Dobro. Danes si tako ljudi manjka za delati. Res je? Ja, so tisti, ki hodijo v službo, ampak tisti, ki delajo, jih je pa manj. Kaj pa mama? Kako je ona vplivala na tebe v otroštvu? Pa... No, mama je bila pa čisto druga zgodba, ne. Moja mama je bila sicer prej poročena, pa vdova, ker je bila vsej v oddaji Pričevalci so zapisi, je med vojno je švercala bombe v arest, ker je Gestapo pospravljala. In potem se je pač dobil. Ne? Se zgodi. In so dali in moža v taborišče, oziroma v zapor v Begunja na Gorenjskem. Potem so pa njega tam ubili. Mislim, Kotalca so ga ustrelili, mamo so dali pa v Ravensbrück. No, in v Ravensbrücku je preživela dobre 2 leta. Delala v šivalnicah, tako je govorila. Prišla je domov, je imela tuberkulozo. Tam je najdla mojega fotra, sta se poročila, 6 otrok. Te pridni so umrli, te žlekni smo ostali. Ja, mislim, jaz sem od dvojčkov, pa moj brat je bil en dan pa pol star, ki je umrl. Najstarejša se je mrtva rodila, Janez je bil pa tudi en dan star, ki je umrl, ne. Mislim, to je res, ne, ampak kadarkoli smo kaj nakurili, ne, je mama rekla, te pridni so umrli, te žlekni ste pa ostali. Ja, jaz se spomnim, ko sem začel čisto sam turizem voziti tamle. V 80-ih, oziroma to je bilo bolj druga polovica 80-ih, ko sem prišel v Berlin. In sem rekel, neč, jaz grem pogledati, ki je bila mama zaprta, ne. Veš, ni dosti govorila o tem, ne, ampak včasih je pa le kaj povedala. No in grem in iščem karto na železniški postaji, sprašujem za Ravensbrück. To ne obstaja, noben ne ve. Grem ven s postaje, dam, ne, Marko 2 v telefon, tiste celice stare, ki so bile. Kličem sosed, pri nas doma še ni bilo takrat telefona, veš, na kmetah je to malo bolj počas. In pokličem mamo, pa pravim mami, daj ti meni povej. Jaz v Berlinu sprašujem za Ravensbrück, noben nima pojma. Ja, prav tega pa ne. Prav se to nima železniške postaje. Veš, Fürstenfeld, do tam pet? A ne, tam greš pa pol še en dober kilometer pa popeš. Aha, sem za to postajo vprašal, ni problem, ne, 2 marke karta, gremo. Je to nek 90 kilometrov nad Berlinom. No, takrat sem bil prvič. No, potem pa, ki je bila 65. obletnica
osvoboditve. Ja, 65. Letos je 80, prav 15 let nazaj. No, takrat sem pa že s svojim avtobusom peljal Zveze borcev na proslavo, ne, ob dnevu osvoboditve. Letos gremo tudi. Sem kar nekaj stvari skenslil, zato da grem lahko v Ravensbrück. Mami sem tudi obljubil, da bom redno hodil te obletnice vsakih 5 let, ne. Tako da ja. Mama več ni živa, ne? Ne, mama je umrla novembra 23, 2 meseca manj kot 104 leta. Morda je imela smolo ali pa srečo, odvisno, kako to gledaš, ne, jaz pravim srečo, ne, da je bila rojena na dan holokausta, 27. januarja. Okay. Ja, in leta 20, točno na njen 100. rojstni dan, sva letela s Falconom v Krakov, ki je bila 70 obletnica osvoboditve taborišča, 75. Tam nas je čakal Pahor, bivši predsednik države. Tako da ja, so spomini. Kamorkoli je prišla, je bila, bom rekel, zadnjih 20 let zvezda večera, ne. Veš, ker teh preživelih ni bilo dosta, ne. In starih 100 let pa tudi ne. Da si se kdaj z njo pogovarjal, kako je ona doživljala, dajmo mogoče kar še pred vsem tem te smrti v družini svojih otrok? Ja, veš. No, to je pa del mojega lajfa, v katerega pač približno 15 let nisem mogel niti ust odprti, ne, da bi še kaj drugega povedal, ne. Zdaj pa ne, par let nazaj pri Aleksandru na akademiji sem s coachinga prišel tako daleč, da sem začel o tem govoriti. Ni lepo, ne, če izgubiš hči v dobrih 20 letih, ne, ali pa pri dobrih 20. Še manj, da jo izgubiš na tak način. Je pa dejstvo, da sem si kar dolga leta očital, da sem jaz kriv za vse. Ker če bi bil več doma, pa manj v moji sanski službi, še danes je to zame sanska služba. In če bi bil več doma, morda se ne bi prišlo do tega. Ne, morda bi pač, saj ne veš. Ampak vsaka taka stvar se pobereš in si močnejši. Pri meni je bilo tako, ne, da 2-3 je umrl oče, 2-5 moja hči, ne. Res sem bil takrat na tleh. Ampak sem se pobral, pa bom rekel, brez alkohola, brez vseh neumnosti, s čisto glavo, pa z delom. Je bila ona tvoj edini otrok? Ne. Ne, jaz imam še eno starejšo hči, pa še enega mlajšega sina. Pa še žena ima 3 otroke, tako da midva sva s to ženo kasneje prišla, ne. Mava njene... Po smrti hčera? Ja, ne, prej. Prej. Poročila sva se pol, ampak drugače sva bila pa takrat 4 leta skupaj. Ja, sej mi je stala ob strani, ker vprašanje je, če bi bil čist sam, kako bi to prenesel, ne. Je pa dejstvo, da midva imava moje pa njene otroke, pa najinih nič ne tepejo, ki jih ni. To je zelo dobra stvar. Mava en kup vnukov, najprej bilo 7 fantov in sem bil že kar slabe volje. In tisti cajt sem kadil kot Turk.
In sem jih hecal, če bo kakšno punco naredil, da bo kasnejši cajtov pa šel zed, da bo za kakšen pirtal. Dedek ima rajš vnukinjo, en kup fantov, ki pri fantah je treba fuzbol špilati, košarko špilati, pri puncah ji daš pa 3 punčke, pa se igra. No in so sprašvali, ko vam naredil. To smo tako čisto resno. Nehal kaditi, ne. Ti, deda, ti boš nehal. Ja, nehal. Tisti dan, ko se Neja rodila, sem nehal kaditi. In to je že dobrih 10 let. Bravo. Tako da... Vidiš, ta tvoja igrivost in sproščenost je meni tako fascinantno, da pri vseh teh stvareh, ki jih zdaj razlagaš, ne, je večina, kar jih poznam, v bistvu zapade v ta negativni vzorec razmišljanja in ostane tam. Ti pa, čeprav, kakor sem razumel, si bil na dnu in čustva so tam in še danes so tam, Ja. si šel naprej, ne, in to ful spoštujem pri tebi. Glej, ko si najbolj na tleh, moraš dvigniti glavo pa iti naprej. Ker ena stvar je, nikoli ne glej nazaj, ker tega ne moreš popraviti. Glej naprej. Ne? Zdaj recimo, jaz sem še 2 otroka, ne? Pa še njene 3, ne? Se pravi, še zmeraj je bilo 5 otrok pri hiši. Kaj bi meni pomagali, če bi objokal stare stvari? Kaj bi, če bi, kako bi, da bi? Ja, sej v sebi noter sem, ampak živeti je bilo treba pa za tiste, ki so še na svetu, a ne? In to ti daje neko energijo. A ne? Ne vem, vse tudi COVID je pustil svoje stvari, a ne? Pa nismo imeli kaj delati, pa tako naprej, ne? Pa bom rekel, spet so vnuki kakšno neumno zinili, ne? Pa sem se začel z lesom ukvarjati, zato ker je, ja vem, mislim, da Tomi je poslal mi eno sliko onega Minecrafta naslikana mačka, kaj pa jaz vem. Mislim, da je imel takole X-e. Ne, je rekel, deda, ti lahko meni to narediš. Sem rekel, čakaj, a jaz pojma nimam, kako bi jaz to narisal. Je rekel, ja pa probi, ne? In grem v delavnico, pa rišem, pa nič ne narišem, pa nič ne narišem. No, pa mi pa le nekaj rata, ne? In naredim, pa mu pa nesem. Je rekel, deda, koliko sem ti dolžan? Super je. Se tako zarežim, sem rekel, 5 evrov, ne? Jaz sem 3 dni risal, ne? Je rekel, a mi jih lahko še 20 narediš? Pa hrabaš? Ne, dej, prosim te, le jaz ti plačam 5 evrov za vsakega, še 20 mi jih naredil, ok? Sem šel nazaj v delavnico drug dan, sem mu jih naredil tistih 20, ne? In kaj sem pol čez neki cajt zvedel? Fant jih je v šoli prodajal, ampak to ne po 5, po 20 evrov. A veš, in ko sem to zvedel, sem rekel to. Če zdaj še rabo, 100 za 100 naredim, sam prodajaj. A veš, ker to je začetek razmišljanja otroka, kako bi lahko nekaj zaslužil. A ne, in vse to pol sem zvedel, hotel si eno igrco kupiti, pa mu ati ni, in rekel, da to ni zanga, ne, pa je pol zbiral, pa je deda pomagal tako, ne hote. Pri vas je ta mentaliteta prav v družini neki, ja? Ne vem, veš kaj, pri nas je tako, ne, nobenega ne omejuje, ne, kar je zelo važno. Jaz bi sicer zelo vesel, če bi kakšen od mojih otrok delal to, kar jaz delam, ne? Tako kot vsak starš. Ne? Prevečkrat si starši želimo, da bi bili otroci tisti, kar smo mi. Pa nas tega ni. A ne? Pet in deli, kar ti radilaš. Ne, kar jaz radilam. A ne, ker če bi pol jaz probal spraviti otroke, da bi bili tisti, kar bi jaz rad bil, a ne? Ja, pol bi denarja zmanjkal, ne? A veš, vsi imamo nekje, mimo pa milijarderji, a ne? Ja, ampak pol denarja zmanjka. A ne, nekdo mora tudi delati.
In ja, otroci imajo zelo različne poklice. Kako si pa ti, glede na to, da si potoval veliko in torej omenil si tudi, da nisi bil dosti doma, kako si kompenziral to vzgojo otrok? Kdo jih je vzgajal, pa kako si ti temu dodal in pomagal? Poleg seveda finančki si verjetno zaradi tega tudi domov nekaj prinesel, ampak ta čustveni del. Veš, v tistih cajtih, če si zunaj delal, oziroma jaz sem bil v službi pri nas, ampak sem zunaj vozil, je bilo pač malo več denarja, lahko smo si hišo naredili, lahko smo šli na dopust, pa nismo rabili banke žicati pa tako naprej. Prišel sem jaz tako, rekel, od konca 80-ih, začetek 90-ih, tam nekje naprej do covida, med 250 in 350 dni na let me ni bilo. Ampak takrat, ko sem pa bil, pa če se le dal, sem prišel tako, ali za nov let, da so bile še počitnice, pa prazniki, obvezno smučarija. Zase, se moram biti pošten, zase sem si kupil najboljši računalnik, kaj je bil 286, pa pol 386, pa Pentium, a 486, pa Pentium, enka ali dvojka, kaj sem. Vsak je prišel nov, je bil pri hiši. Pa če po pravici povem, jaz nimam pojma o računalništvu. Dobro, zdaj že ki znam, ampak takrat nisem imel pojma. Edin bila je pa ena igrica Formula 1. In boljši računalnik, ki sem imel lepši špilo, In neposredno sem kriv, da sta dva računalničarja doma. Tudi nedeljec se marsikaj da vzgajati. Recimo spomnim se Madrida, ko je bil sine v 7. razredu, takrat je bil zunaj neki program IRC. To je pradedek nekih današnjih programov. Pradedek Facebooka. Ampak tam si se lahko sam pogovarjal, ni bilo kakšnih videov in podobnih neumnosti. In grem jaz v internet kafe, ker takrat ni bilo računalnikov tako prenosnih, si imel kvečem unga stacionarjega, tistega ni samo nosil. In si pač nekaj piševa. In vmes priden stavek od njegovega sošolca, a ti se s svojim očetom pogovarjaš? Pa nekaj neumnosti so klatla. Prav, ja, za razliko od tvojega, moj zna pisati na računalnik, tvoj gre pa samo na špricer. Tisti trenutek sem bil jaz zelo ponosen. Ni bilo tistega, moj fotor je starokopiten, moj nekaj zna. In nikoli nisem imel občutka, da bi mislil, da sem starokopiten. Še danes, jaz to zdaj razmišljam o AI agentu za internetno stran, da se bo z njim pogovarjal, ne z mano. Razne API povezave spet zato, da prešparaš. Leta 22 sem se prijavil na Štartaj Domžale. Se veš, star dedek pa vsi ostali mladi. In pride, imam se spomnil, kako se je pisal neki NS, profesor, in vpraša, če se kdo že ukvarja z umetno inteligenco. Tiste je pa šlo malo pred novim letom, to je bilo pa marca spomladi. Je bilo 23, v glavnem tam nekje. In jaz dvignem roko, in me gleda. Dedek dvigne roko, drug ne. Prav, kdo je registriran? Ja, dedek. Ja, prav, s čim se pa ukvarjate? Turizmu delam, pa dedko delavnico imam. Prav, a vi ste že registrirani? Ja, si ti mrski pametnega pove. Namesto, da si
knjige gledal, pa razne zapiske, pa iskal po računalniku, si njemu napisal, rabim to pa to, pump, 3 minutah odgovor. Ali pa še prej, no, ampak ga mogo še malo počiti. Jaz ga mogo malo popraviti na začetku, ne. A veš, in to se spreminja, ne. Zdaj internetno stran ti jo prevaja umetna inteligenca. A ne? Pa boljš, kot če bi jaz na roke naredil, samo on rabi 2 minute, jaz bi rabil pa cel teden, ne. Za isto stvar, ne. Tako da, to gre zelo naprej, ne. Ti tega ne moreš predstavljati, kako je bilo, ko sem bil jaz mehen, a ne. Smo fežovčke skladali, 2 fežovčka plus 2 so 4 fežovčki, a ne. Kašni računalnik, kašni nič, nobenih telefonov, nobene stvari. Danes je moj telefon bistveno močnejši, kot je bil se ne vem, katerega leta, ampak mislim, da sem jaz lih v službo prišel, ki je pisal z velikimi črkami mislim, da je bil Cajteng TT, tak velik Cajteng je delo. Inštitut Jožef Štefan kupil prvi računalnik. Tiste je bil za 3 štuke, pa je bil šfohneški moj telefon. Ne, ampak, veš, praktično na tem področju smo šli res iz kamene dobe v umetno inteligenco. Časi se spreminjajo, ne. Ampak praviš, da se ne umirim. Seveda ne. Zdaj veš, ne. Jaz sem si kupil električen avto, oziroma ne meni ženi, ne, ker sem zaveden, zelen, bla, 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 ne. Če malo naložim. In ko smo imeli pri Markotu, ki prodaja sončne elektrarne pa avta, ne, smo imeli sestank, sem Urši predlagal, naj naredi disečo svečo, ne, z vonjem po bencinu. Veš, če priješ ti v delavnico, pa električne avte popravljajo, pa nič ne smrdi po bencinu, ni ta prava, ne. Daj te res na tako svečko. Ja, ideje je polka, ne veš zadelati. Te mogoče samo malo zdaj za poslušalce tukaj obnoviti tvojo zgodbo. Spravi, ti si bil rojen v eni delavski družini, leta, ne bom ugotavljal katerega, minus 72 let. Mama je bila vmes tudi v koncentracijskem taborišču zaprta, oče šofer celo življenje in oba sta te naučila tega trdega dela, skromnosti, kakor tudi poznam, pa tudi tega, v bistvu, ta filozofija življenja, da greš dalje, ne glede na to, kaj se zgodi, si dobil od njiju, ne? Ja. Veš, mama je bila, mislim, da do 3. razreda doma, ne, takrat ni bilo vrtcev, ne, pozabi. Tudi mleka ni slih toliko dobil, ne, naš fotor je koza kupil, zato da smo imeli mlek. Taki cajti so bili, ne, konc prve 5-letke. In potem je šla delati v šolo za čistilko. In to je bil spet en tak, veš, super čas. Takrat so to na roke, smo otroci dratirali, ne, z dratom, pol se je pa to vse skup namazal, ne, pol je prišel pa nas cajt, je bilo treba pa zbiksati, ne, zgladati. In nam je sešila oziroma se štrikala copate, ker so imeli spod filc. Kaj je to drselo? A veš, uživali smo v tem, da smo ji pomagali. A veš, dejansko starša sta zmeri znala nas praviti, da smo nekaj naredili, da smo nekaj od tega imeli, pa da smo mislili, kako uživamo. Pa se smo uživali, ne. Ampak res, pol je šla delati v Brest, v Cerknico, v tovarno, ne. Pa se začela hišo zidati, pa smo tam delali. Pa smo kopali kanale z elektriko, takrat smo že kable so polagali. Mama je prinesla malce ven, ker sem kanal kopal. Pa je bil sem krampa lopata v kanalu. Pa je pol tam pri sosed pozvonila, ki je bila ena mojih let, ne. Pa je kar kaj malce prinesla. Veš, res,
skromna, drobna ženica, ki bi vse za druge naredila. Moj brat se dolgo leta hecal, da ima ljudsko kuhno, ker vsak je prišel dobo za jesti. Oče vozil, cel življenje je vozil, ne. Tako da rojen v avtobusu, jaz. Dobesedno ali? Dobesedno. Dobesedno rejeno. Ja, ker hec je v tem, da je tistega leta bilo kup snega, pa leda, pa tako naprej, ne, in je oče hotel mamo peljati z avtobusom k babci, ne, kako se reče. Ja. In jaz pa brat nisva čakala, da bodo tam prišel. Pa ni bilo deleč, veš, res ni bilo deleč, sam je bilo toliko leda, da se je komi premikal, ne. Ja, no, pa smo pa zatulili, preden smo do tja prišli. Ja, babca pol do avtobusa prišla. Torej si rojen kje, lokacijsko? Mislim, da glih še na Partizanski cesti na Rakaku. Malo pred križiščem s Postojnsko cesto. Aha, mogli bi pa priti do Postojne sklepno. Ne. Kje je bila babca? A veš, kje je most? Ja, od križišča malo dol je most, ja. No 2 ovinka naprej bila pa babca. Okay. Ja, sem na drug konc Ranka. Zanimivo. Tako da, ja, mislim, zanimiv je. Izvrej, ti si rekel, da ta tvoj brat, ki je bil rojen s tabo, je pomrl. Ja. Kako si se ti skozi življenje počutil zaradi tega? Si imel kakšne občutke do tega, si karkoli to prenašal nase ali kako je to na to vplivalo? Ne vem, morda niti ni vplival. A veš, mi smo bili 3, ne? Pa še sosedov en kup, ne, otrok je bil polhno takrat, ne, igrali smo se po cesti, avto ni bilo, ne. To je bil čist drug life, ne. 100 metrov od bajte je bil fuzbalplac. Tako da v bistvu skozi smo imeli neko družbo, skozi je bilo neko druženje, pač čist drug način življenja je bil, ne. Jaz mislim, da sem to kasneje bolj začel razmišljati, kot prej, ko sem bil majhen. In ne, tudi jaz nisem v bistvu nobenega poznal, ne, ker jaz sem predzadnji, ne, moj brat, ki je umrl od dvojček, je bil zadnji pri hiši, ne. Tako da moj starejši brat prav, da se spomne, da je bila ena majhna truga na sankah, ki so šli na Britus, ne. Da tega sem tako malo medlo spomnil, drugega pa. To se prav ne predstavljam danes takšne občutke. Tukaj se je tudi svet kar spremenil, ne, danes jemljamo takšno smrt zelo tragično, takrat je bilo to, ne morem rekel vsakdanje, ampak. Ne, sestavni del življenja. Tako, ja. Veš, ko se danes pogovarjamo takole s prijatelji o pravicah, demokraciji in podobnih zadevah, a ne, takrat se mi zdi, da je bilo dosti več demokracije. Takrat je bila bolj naravna demokracija, ja. Ne? Pa tudi, recimo, ne vem, ker je sosed kupil prvo televizijo v vasi, a ne, je bil avtoprevoznik, ne, ker sem let prej, ko smo jo mi imeli, ne, ja, vsi smo kaj hodili gledati televizijo, a ne, polk je naš oče kupil, ne, so k nam hodili gledati televizijo, a ne, če so bile 3 v vasi, pa tavžent ljudi, a ne, za poročila si vedel, da boš v 9. vrsti, ne. Ja, se smeješ, recimo moj oče od nekje privlekel, ne vem od kje. Za filme gledati ena naprava je bila, pač si mu noter, tle si dal en film, a ne, pa gor si ga napeljal skozi tisto vmes, pa gor si ga napeljal na te drug kolut, a veš, pa si pa tako na roke vrtel, ne, pa si gledal kavbojce, ki so se streljali. Veš, taki filmi so bili. En kolut je bil na njih 10 centimetrov, ne. Pa še v šolo nisem hodil, veš, pa smo tisti vrteli. Kino. Pa z vrha noc smo žarnico mogli vtakniti. Veš, in
Pa ne, da bi to sam mi trije gledali, ne? To je pa šlo pol razreda, ne? Danes, da bi ti spravil 15 šolcev skup, da bi šli enoumno zgledati, da je. Če jih na rojsten dan povabiš, ne pridejo, ne? In edin vprašajo, kva jo dober, ne? Takrat nam je bilo pa to samo po sebi umnevno, ne? Nekaj novega si videl. In jaz tudi moje vnuke učim, da čas zelo tako pravijo, da nimam te pravih pristopov, ampak jaz tako pravim, tam, ko se tvoje pravice začnejo, se moje končajo. In tam, ko se moje začnejo, se tvoje končajo. A ne? Nič ni moje. Ne. Se treba navaditi. In ne vem, ko greva s vnukam recimo na sladoled, ne? Pri meni mora iti na kolo z mano, pa greva do Škofje Loke z Ljubljane. Se to ne mu koristi, bolj ke meni. Ne? In ja, dobiš vse, ampak nič zastonj. Če ne drugega, 5, ne vem, dvorišča po mestu. Zato, da znaš neki cent. In mislim, da ti je pa tudi bistveno lažje v življenju zaradi tega. Ja, danes je svet sigurno čist drugačen, danes so prioritete drugačne. Čas za prijatelje si ga res težje vzamemo. Za družino se mi zdi, da je zraslo, da dejansko smo starši bolj prisotni z otroci kot nekoč, ampak na drugi strani smo pa čisto zapostavili že mogoče prijateljstvo. Hkrati smo pa navajeni, da dobimo vse takoj, kar je tako vsega v izobilju. Kamorkoli gremo, katerokoli trgovino gremo, je vse vedno na zalogi. In boh ne dej, da se en dan zgodi, da po 5 letih en jogurt zmanjka v trgovini, ker je cel kaos nastane. Kako se to? Ampak da trgovina spremeni malo police, to je največji stres na nek način. Ne? To je res. Včasih je bilo to čisto drugo. Mislim, jaz nisem doživel točno tega, ampak vseeno se spomnim, ko so bile še majhne trgovinice, kamor si šel, pa si kar na kredo vzel malo fasunge, pa je prišla mama popoldne pa plačala. To je bilo normalno, ampak si vzel, kar je bilo in si vedel, da moraš šparati, da ne moreš kar vse vzeti. Ja. Je bilo spoštovanje, danes je drugače. Jaz se spomnim naše štacionalne trgovine, ne? Takrat še ni bilo tako po vrečkah, pa jogurt, da pozabi. Ne? Je takole odprl, vzel vevenco v škrnico, zvago, tle imaš moko, cukor. To je bilo vse tako na rifuzo. Danes pa polovico ljudi. Tega ne bom vzel, to ni ekološko, to ni čisto, kako lahko ti to z roko primeš. Ne? In tudi bolezni je več danes, zato ker je imunski sistem bistveno slabši. Ker se moraš merkati, moraš tretje, pa kdo te včasih merkujemo? Eno dej, adijo, ven, gremo. Ok, se pravi, ti si potem dobil to službo za prevoznika avtobusa. Ja. Takrat si potoval lokalno, mednarodno? Kako? Ne, začel sem na redni liniji. Ne? Redna linija, ok. Ja. Katera? Rakek? Rakek, Nova Vas, Ljubljana, Prezid, Ljubljana, Nova Vas, Rakek. 465 to pa je krog do Prezida. Seveda je. Okay, wow. Se smo delali. Ja. No in pa, ker sem se naveličil. Veš, meni je, ne vem, ali sem čutil, da rabim kakšen večji izziv, ali sem se pa naveličil to, da sem že danes vedel, kdo se bo jutri z mano pelil. Veš, pol je to tako, prekladati kozarček, takole cel teden, ne, ma da je dolg čas rata, ne, jaz nisem človek, ki bi bil namer, ne. No in potem sem šel v turizem, najprej na stacionažo, na morje za 6 mesecev. Veš, takrat smo delali, firma, v kateri sem delal, je delala za Atlas in poleti bilo treba turiste voziti, ne. Pozabi, klime jih še ni bilo, ne. Če bi danes takem avtobusom prišel, otroški vrtec ti ven vide. In potem sem šel pa čist turizem, sem šel pa na Herc, na Kompas Herc, kjer sem kar en kup let preživel. Tam smo šli tudi iz Jugoslavije v Slovenijo, ne. Pa smo tiste Kompas
Herc Jugoslavija, da smo tisto Jugoslavijo dol drgani z avtobusov. In ja, takrat sem dejansko spoznal, kaj je pravi turizem. S tujci po Evropi, prepotoval sem malo manj kot vse. Potem sem začel delati za Trafalgar, pa za Insight, pa Kozmos, pa razne tuje turoperaterje. In bil sem 3 leta v Skandinaviji, prav sem delal Skandinavijo pa Rusijo. Super cajt. Čas 3 dni stal na meji, nič hudega. To je sestavni del življenja. Danes se to ne predstavljamo. Ne? A si ti predstavljaš, da smo šli včas v Rim pa nazaj, cel teden izlet? A danes priješ en dan, en dan nazaj, a ne? Popolnoma drugi avti in vse je bilo drugače kot danes, ne. In pol pa leta 2002, mislim, da je bilo 2002, ja, tam nekje, je Herc ga je pobralo. Veš, to je bil cajt, ki so vse tiste firme, ki so včas držali po koncu, pospravili, ne. Sicer mi smo pravili, da so jih lastnin, a ne. Spravijo nekam kant pa zastonj kupu, ne. Pa ni bil to sam Herc, jih je tudi en kup drugih, ampak spet, jaz sem bil na turi in sem šel iz Benetk na Dunaj bi mogel končati. Ker so me poklicali, da moram v Celovcu, da vprašam drug, ne, da preloži ljudi, jaz po Ljubljano avto pripeljati, ki ga je nekdo kupil. Pojma nisi imel, kva se dogaja, če te ni bilo pol leta doma, ne. In to je bil spet en udarca, ne. Čez noč ostaneš brez službe, brez vsega. Jasno, način življenja, ki si ga imel, in navade ti ostanejo, ne. No, takrat sem šel pol v Italijo voziti, ker Italijano, turizem. Mislim, ne po Italiji, ampak isti del, ki prej sem za italijansko firmo. To je bil spet en del, ena izkušnja več, a ne. Ne moram reči, da bi eno slabo besedo o Lukatu, ki je bil lastnik firme, ne, super človek. Ampak spomnim se enkrat, ko so me Nemci kraj dali policaji. Jaz pa italijansko tablico na avtobusu, ne, in policaj ni vedel, kako bi se z mano začel pogovarjati, ker pač ne zna italijansko in splošno znano je, da pa Italijani ne znajo nič razen italijanskega, ne. In pol mu jaz v tisti Straße šule nemščini, ne, rečem čistko. Entschuldigung, Sie bitte, es ist möglich, eine deutsche Sprache machen. Majster je bil toliko vesel, da je sam ljudem potne liste pogledal, pa rekel adijo. Mislim, to so bile stvari, veš, dejansko, ki ti ostanejo zavedno. No, pol pa sem tako enkrat rekel, zdaj pa dost. Skozi delam za druge. Drugi rastejo s tem, kaj dobro delaš, a ne? Pa se nisem najslabši na svetu, se jaz si lahko tudi svoj avto kupim, ne? Ampak spet koliko zmeri, ne? Jesen prideš domov, ne? Ker čez zimo je malo manj dela, ne? Gre smučati vse to, ono tretje, a ne? Zapraviš tisto, kar si šparil, ne? Spomlate pa pič, da bi si pa avtobus kupil. Tako da, ja, ženo sva kupila 19-sedežni avtobus, na leasing sicer. Komaj sva spravila skrb za tisti polog. To je bilo leta 2006. 2007
Je bil že en velik avtobus v hiš. 2008 sva agencijo odprla. Pa še danes nas ni pobrali. Kar pomeni, da nekaj dobrega je, ne? Ti si mi takrat rekel, da ti si ostal pač brez službe, čez noč brez sanjske službe. Ja, To je... to je pomembno. Ja, brez sanjske službe. Ja, jaz ne bi šel delati. A veš to, da meni en rekel, pej tam le v Iskro, ga vprašal, če nore gobe jedel. A ne? To je dejstvo, ne? A veš, in še danes, recimo včeraj sem bil v Dolomitih, ne? S kombijem. Zjutraj tja, zvečer nazaj. Pa to je užitek. Kaj pa, zdaj, ostal si brez službe, takrat si tudi rekel, da si bil nezaposljiv, praktično. Vsi so te gledali, kot da boš itak šel kmalu v penzijo, da nisi vreden več tega. Kako si se počutil takrat, v tem trenutku, ko dobiš odpoved, ne najdeš nove službe, finance pač kopnijo verjetno, ne? Kakšni so bili občutki? Kaj si takrat doživljal? Ker ti pri 50-ih zgubiš službo, pa še v našem poslu, ne? Pa takrat je pa šoferjo, koliko češ, ne? Vsak je vzel mladega, a ne? No, kačen so staren, ta bo šel vsak teden na bolniško, pa in tako dalje, ne? Kako sem se počutil? Za nič. Razmišljal sem, kaj narediti, ne? Dobro sem, da glede na to, da sem jaz v tej moje sanjski službi do takrat bil že 20 plus let, ne? Da sem imel ankepenih frendov, da zunaj so le drugače iskali izkušene voznike, a ne? Ker mladi takrat, ja, vsi so radi delali, ne? Če je bil doma, ne? Se tudi danes, ne? Vsak bi šel za šoferje avtobus, ampak vikend je bil pa doma, ne? Ne, le, vikendi se delajo, lahko si pa ponedeljek pa torek doma, a ne? In ja, morda tudi zaradi tega je to moja sanjska služba bila. Jaz sem si frej vzel sred tedna, šel sem na občino, vse papirje uredil, nobenega problema, pa takrat tudi nismo čakali, ne, tako kot danes. Ker ljudje, ki imajo normalen šiht, ne, ja, grejo zelo težko kam, ne. Si morajo malo manj dopustu zdaj, da nekam pridejo, ne, nam pa tega ni bilo treba, veš. Pa je bilo treba otroke kam peljati, pa je bilo treba marsikaj narediti, a ne, pa si lahko skombiniral, ker si pač vse praznike in vikende si delal, ne, čez teden je bilo pa, si pa lahko še en dan tako. Ja, preživel sem sicer 14 dni, sem hodil okoli bajte tak, ki me s te velikim kladvam po glav. Pa si pa nekega dne rečeš, lej, glavo gor, povohi, poznaš, vpraš, dobiš in greš. A ne, v čem je razlika? Mislim, jaz sem si tako glavo dal, v čem je razlika, a piše na avtobusu herc ali pa pretešilček. V čem je razlika? Ni, del je enak. A ne? In morda je zaradi tega tudi, veš, spomin na tisti moj začetek. Veš, sanjaš, kaj boš. Ustvarjaš to, delaš to. In ko ti nekdo to vzame, ne, probi svojemu otroku vzeti najljubšo igračko. Ne upam. To je približno tako, ne. In težko poveš, kako si se počutil, ker se sploh nisi počutil. A ne, prazen si. Kje si pa našel to moč, da si se odločil iti na svojo pot, ki je bila rizična, ker, kot si rekel, komaj sta zbrala dovolj za polog, že nasklepam, da te je tukaj podprla maksimalno, da ti je stala ob strani. Verjetno bilo tudi to za njo strašljivo. Kje je izvirala ta moč takrat? No, če ti po pravici povem, ne. Prva stvar, ko sem rekel, Ljubica, midva kupila te malo avtobus. Me pogleda prav, a si nor? A ti sanjaš? Sem rekel, ne, Ljubi, sanjala bova kasneje.
Zdaj se morava zmeniti, kako je do njega prišla. A ne? Ja, a ti misliš, da denar leži? Ne, vem, da ne leži. Ne? In ja, stala mi je ob strani, čeprav je skozi, ker je pač računovodkinja po poklicu, ne? Vse tiste črne scenarije predvidela, preden so prišli. A ne? In se ni bilo zmeraj vse lepo, ne, daleč od tega. Je pa nekaj, ne. Jaz to danes vem, takrat sem sam mislil, da vem, ne. 10 let boš delal, pa ne boš imel nič v žepu. Preden boš lahko kakšen dinar v žep dal. Ker vsi tisti, ki so si kupili 2, 3, 5 avtobusov, pa še 2 osebna Mercedesa, so propadli. Ne gre. Ja, veš, brez žene to težko naredil. Ne? To je res, ne. Vsak, ki pravi, jaz lahko, ne, sam vse naredim, ne. Nekdo mora v vseh teh cajtah skrbeti za hišo, za otroke, a ne. Torej, kdo bo skrbel, če ne žena? A ne, tebe ni. Se pravi, če ne bi bilo žene, bi mogel jaz doma ostati, potem ne bi mogel delati, kar ja delam, a ne. In posledično, če bi delal nekaj, kar ne delam rad, a ne, a misliš, da bo dobra volja? Ne. Pa zbiraš. A si rad cel življenje slabe volje? Ali si rad dobre volje? In če si dobre volje, potem moraš nekoga imeti. A ne, ki ti razume, ki ve, da je tebi to, a ne. Jaz sem mi prvi dan povedal, tole je številka 1, avtobus, pol pa nič. Dolgo cajta nič, pa prije spet avtobus, pa spet dolgo cajta nič. Srček pa spati. A ne? Nikoli nisem skrival, da ni to moja prva ljubezen. A ne? Pustimo se, ni enaka ljubezen do žene, kot do avta, a ne? Sam tega si jaz ne pustil vzeti. Pa tudi, če bi mogel na pol zastonj delati. Ker bi z očitkom delal. Kako si pa ti v času, ko si delal ful v tujini, ko te ni bilo toliko dni na leto, kako si sploh ohranjal odnose, pa kako si dobil ženo? Kdaj si imel čas za to? Ženo sem pa dobil, no tako, z bivšo ženo sva se razšlali zaradi tega, ker me nikoli ni bilo, ne. Pa ne, da bi kaj čez no, ne. Lej, nikoli si nisva polen metala pod nogo, pa sva se odkrito zmenila, ne. Sej, jaz jo po enostavno razumem, da nekoga rabila, ki je bil doma, pa ne, ampak jaz to nisem bil, ne. Tudi glede otrok, pa tega nisem imel nikoli nobenega problema. Pa še danes se srečava, pa je to, ne. No, pa na Hercu. Ja, na Hercu je pa to bilo, mislim, da je bilo leta 97, ker nisem hotel iti na sindikalni izlet. A neko, ne grem, dol na Azurno obalo se je šlo, se neko, ne grem, kdo bo vas pijance poslušal, ne grem. In za nagrado sem mogel pelati. V redu. Lahko ti dam naslov človeka, ki ti bo potrdil vse, ne, drugače pa priti v pisarno, je direktor v moji firmi trenutno. Ko smo mi dol prišli, je bila dirka Formule 1 v Monaku. Pa sva šla jaz pa en šofer tam okoli, pa sva, bom spet rekel, neke moje veze in poznanstva, ne, so naja pripeljale do boksa. In sva dobila od Renaulta bunde. Ne, in prijeva nazaj v tistih bundah, ne.
še danes imam rokavi, se snamejo. Vsi, kje sta to dubla? Ja, kupila so tamle. Ja, koliko sta dala? 2 franka. 2 franka, za 2 franka še kafeta ni zdobil, ne? Če je bila marka 3 franke, ne? No in seveda fušija, kakor češ, ne. Pridemo pol v Cannes, v Portu parkiram in gremo, pač jaz sem šel do Thomas Cooka, do menjalnice. Ta je bila nora. Zmenim 100 mark v franki, zato tam parking plačal, pa še pol sem imel par parkingu, ne. In na poti nazaj srečam, znaš, ko je Thomas Cook, pa greš pa proti igralnici, pa zavijaš desno proti Portu, proti parkingu, ne. In tam vmes med Thomas Cookom pa med igralnico srečam 3 mehanike, pa se soprogam, ne. Kam pa ti, ne? Valjda jaz veliki frajer, ne. Ja, ne vidite, tamle v igralnico denar narediti, ne. Jaz sem bil trdno prepričan, da oni bojo šli svojo pot naprej, jaz pa v avtobusa, ne. Oni pa pravijo, to pa mi radi videli. Se neko, evo, pa te bo tvoj klun enkrat koštal. No in gremo v igralnico, mislim, to risanke. Jaz zmenim 100 frankov po kovance, po 5 frankov in gremo noter, ko so bili tiste mašine, ne. Pošla tam eno, ne, ta je mrzla, ta ne bo dala. Pošla tam druga, ne, ta nimate prave temperature. Veš, veliki Jack, ne, pojma nimam. In na koncu, prijemo že čist do konca, še 3 tiste avtomati so bili, ne. In danes ne vem zakaj, ampak kje bi se en za svetu. Imel je pa tako 3 črte, tako pa še križec. Nikoli prej nisem bil tam, ne. In dam 5x po 5 frankov not, ne, in pritisnem tisk knof, ne. In seveda, se veš, kaj sem dobil. Celo 0. Sem rekel čakati, nisem rekel, da boš plačal. In seveda, zmečem še enkrat 5 frankov not, ne. 5x po 5, ne. Primem tisto štango. Až po strani je taka štanga za potegnila. Jaz sem mislil, da je spulil, tako sem jo potegnil. Žvižga, piska, ene lučke utripajo gor na vrh, nekaj piše tam, nimam pojma, francosko go znam približno toliko, ne vem, japonsko, kitajščino, ne. Pa oni, ko pa je to, se neko, ne vem, mene sprašujete, se veš, kako dela, ne, prečiti, ne, sem pametnega naredil, prečiti, ne. Eto, ti pridejo 3 take gorile. Se neko prijatelj, zdaj spa. Pa greš. In on začne nekaj po francosko, se neko angleško ali pa nič, ne. In prav, da mu dam potni list, ne, ker sem jackpot zadev. Ko sem nekaj gledam, dam potni list ven, prav, brate, što ne pričaš naše? Prav, jaz si pametan, dobil si 11,000 in nešto franaka. Se prav, čez 3 ure marke. Valjda, dal nam je kupone, da gremo za šank nekaj spit, ne. In jasno, da uno šanka je že deleč videl, kdo je kje zadev, ne. Jaz pijem soku, ne pijajo viski, ne. Nič mu ni bilo jasno. Ja, veš, da ne smejo viski, a mater, če vozim. No in potem sva šla z Gregorjem v neko slasičarno torto naročiti. Tako veliko torto, gor piše herc, vse, veš. In en četrt denarja že kar tam ostali, veš, v hotelu. Sem dal za rundo, ne. No, naslednje leto sem pa rekel, 98. novembra sem rekel, letos vas pa ne pelem, grem pa jaz na izlet. In sem se prijavil, ne. No in potem vsak je imel kakšno z pisarne, pa tako naprej, veš, pa so rekli, imam 100 sedel, jaz 100, neki sedeljni red je bil, ne, ja, prav, ne. Jaz pridem, kjer ima plac. Sam na zid, tam pred zadnja vrsta. Kje usedem? Evo, še danes sva skup. Ja, veš.
Nikoli ne veš, kje te čaka nekaj dobrega ali slabega. Če je slabo, pozabiš, če je dobro, si zapomniš. Dobro. Ok, in ti si potem v bistvu ustanovil to podjetje, se je razvilo v agencijo, vozil avtobus, vse. Ja. In potem je prišel COVID. Ja. In je vse šlo tam, kjer je prišlo. No, kam? Vse je šlo v franže. Če ti povem, da z 1.200.000 prometa smo prišli na 12 ur. Mislim, to verjetno moraš, kako te to zadene. Ne? Sicer odpustili nismo nobenega, ne? V agenciji. Takrat je sicer država obljubljala, da bo nekaj sofinancirala, se nekaj je, no, ne smeš reči, da lih ni nič, ne? Ampak čist malo več, kot nič. Turizmu smo res zmeri skozi padli, ne? Pač ni bilo nobenega dela, ne? Jaz sem takrat živeti moraš, ne? In če nimaš od kje vzeti, ne? Zdaj, če en mesec, 2, 3 se nasekiraš, ne? Neki rezerve je, ne? Ampak za več kot 2 leti je pa to težko, ne? In spet, morda imam pa malo sreče v lifeu, ne? Ženin zet, ne? Je mizar. In je rekel, ta star, a imaš ti kaj dela zame? Pa je rekel, prid, ne? Pa sem šel mu pomagati delati. Si ne dela sam, jih manj par v službi, ne? Pa, si zle sem delati čisto slušno, ne? Veš, pa za ustroj vtikati pa ven, ne? Pa smo preživeli, ne? In seveda pa sem pa jaz, spet jaz ne moram brez kakšne neumnosti, ne? Eno prijatelju, ki je šel v penzijo, naredil en tak 2 kolesa, pa gor zasedati, pa ročaj se voziti, ne? No, rogovilo sem najdel nekje, pa je malo stanjšel. In ko so to vnuki videli, ne? Deda, ti pa še boš kaj naredil. Ja prav. In smo začeli delati ptičke, hišce za ptičke. Vse so bile luške, ne? No, pol pa splet okoliščin, na sejmu sem videl en CNC, laserski, pa niti ni bilo toliko drago, ne? Spet na 3 dni sem hodil, ke mačka okoli vrele kaše, okoli žene, ne? Kako ti njej razložil, da boš zapravil 6 ur, ker nimaš niti za špricer, ne? Ja, ti se smeješ, ne? Veš, ker je COVID, ker nimaš nič in razloži, da boš nekaj naredil, kar sploh ni tvoj posel, ne? In kol nisi nič naredil, ne? Mislim, taska. In ti misliš, da bojo pa kar vsi k tebi hodili. Se nikoli si, če tega ne misliš, pa ne bojo, ne? In če misliš, jih imaš že 50%. In če dobro misliš, jih imaš pa 100%. No in privlečem ta laser bajt, oziroma ne bajt, ampak k zetu delavnico. Gor na vrh smo naredili en tak plac in ja, sem začel delati. Ne vem, od sveč do okvirjev oziroma škatle za flašo vina, pa ne vem, novoletne okraske, slike sem začel prenašati na les. In kaj pa enih takih stvari, no. Zraven tudi za vnuka, seveda, kar so kaj rekli, pa je mogel deda narediti, ampak deda je to z veseljem naredil, zato da se je navadil delati, ne. Tako da bom rekel, ja, ta stroj je hiter, pa nesel denar nazaj. Proti pričakovanju. Je pa res, da so pa, še v hiš imamo, naši otroci imajo kar nekaj firm, ne? Pa so za nov let pri meni naročevala, veš, za flaše, pa ono pa tretje, pa prijatelji pa tako. Danes nimam toliko cajta, ampak če bi imel malo več cajta, bi z veseljem bil kakšen cel dan tam, ne. Ne vem, če si videl, pri meni imam Slovenijo na magnetku. No, to je
te stvari ne moreš kupiti, ne. To te moram že kar poznati, pa moraš biti na isti valovni dolžini, da dobiš, ne. Pa še kaj bi se najdlo, kakšne škatlice za tvojo ženo, ne. Pa da poglej si na detkovi delavnici. Je boljše. Ok, in pol prideva še do ene pa točke, zaradi katere te še bolj spoštujem v življenju. In sicer ti si pri rosnih in najlepših 69 šel se učiti za coacha. Oziroma, najprej praktika, pol coacha, ne? Najprej za coacha, potem 5-tier business coach. Okay. Zakaj? Zaradi tega, ker je Aleksandar rekel, da naslednje leto 5-tierja ne bo. Se je rekel, v redu, bomo pa malo drugače delali, ne? Se pravi najprej coaching, pa potem 5-tier. No, leto sem šel pa na NLP praktika in zdaj sem na NLP hipnozi. Kaj je bil razlog, da si se odločil za ta korak v življenju? Razlog? Ja. A veš, jaz sem človek včasih tudi tako. Gremo. A veš, ena stvar, ki je bila zelo pomembna, jaz sem bil na eni njegovi brezplačni delavnici. In to, dobro vprašanje, a ne? Vedno gledaš stvari z neke pozitivne strani. Ne gledaš nazaj, ampak gledaš naprej. A ne? Ker coachi se ne ukvarjajo s tistem, kar je bilo, to delajo mentori, a ne? Raziskujejo, kaj je bilo, pa ti svetujejo, a ne? Pa svetovalci. Coach ti pa samo pove naprej. A ne? Gleda naprej. In zakaj sem se odločil? Zato, ker sem smatral, da moram malo napredovati, da nisem še na tisti stopni, ki mogo biti. Morda tudi nisem bil čist zadovoljen sam s sabo. Videl sem, da lahko, ne. Seveda tudi vse to ni zastonj, ne. Predvsem imam pa kup novih prijateljev, druženj, zoomov. Spet je žena lahko malo slabe volje. Jaz si se nasmehnem, ampak veš, ob sredah so vaja za NLP praktika, ob torkah za hipnozo, ob četrtkah ne vem zdaj kva, ne, pol so pa še tisti obvezni moduli, pa izpiti, pa tako naprej. No, nikoli ni dolg čas. Vedno imaš del. Omenil si, da ti v bistvu pri izgubi hčerke tudi to ti pomagalo. To, mislim, tako sem razumel, se pravi, po 15 letih lahko. Ja, veš kaj, to je bilo tako, ne. Mi smo imeli enega gospoda na coachingu, na skupinskem. Se pravi, vsi, ki smo bili coachi, ne, smo ga coachali. Ta gospod je prišel zato, ker ni mogel 5 metrov daleč iti. Dihati ni mogel. A ne, pa ni tako švok zgledal, sorry, ne. Je pa kadil, pa tudi travco kadil, a ne. Pa si to ni problem, je rekel, ne. Ampak jaz hoditi ne morem. V redu. Pa spati ne morem. Cele noči hodim okoli. Pa smo mu postavljali vprašanja, pa smo se mučili, pa na koncu smo ugotovili, da to, da on ne more hoditi, je posledica to, da zjutraj spije na pol litra šnopca, pol cel dan prespi, po noč pa ne more spati. No in takrat, na tistem coachingu sem jaz prvič javno spregovoril o svojih hčerki. In se je moja zgodba njega toliko dotaknila, da je takrat nehal kaditi in travco in cigarete in piti. Pa ne morem reči, da je to samo moja zasluga, ampak vseh nas, ki smo bili na coachingu, ne. Ker dokler smo imeli direktni sam coaching, je bilo to malo bolj tako, ne, ker smo šli pa na freestyle, a ne, pol pa lahko pač drugače to zapelješ, ne. No in je pol po 15 mesecih spet začel. Pa smo ga še enkrat dobili. No,
ta drugo rundo sem pa spet jaz ostal brez piškotkov, brez domačice. In zdaj sva šla. Jaz ne jem več domačice, on pa ne pije. Ja, in zdaj to že kar nekaj cajta drži. Torej, tvoj način, da se ti rešiš svojih problemov, je tako, da se z drugimi staviš za njihove probleme. Ja, a ni to lepo? Ful dobro. A veš, vedno nekaj daš, ampak to dobiš. In pri coachingu je zmeri. A veš, kad ti drugega coachaš, sam nekaj dobiš. A veš, in če to gledaš ta prave strani, a ne, je to spet, bom rekel, odvisno od tega, kdo te uči, koga ima za mentorja, a ne. Jaz sem hvaležen Aleksandru Šinigoju za to, da lahko skupaj delava in kadarkoli kaj rabiš, je na razpolago. Tako da, ja, veš, in prvič, ko sem jaz to spregovoril, sem bolj imel kepo v grlu. Povem, komi sem spravljal besede iz sebe, pa solze so tekle, pa drugič, ki je bilo, ja, je bilo že malo lažje. A veš, in s cajtom, ki daš ti ven iz sebe, ne? Če bi jaz to lahko dal 20 let nazaj ven, morda bi pa 15 let lažje živel, ne? Tega nikoli ne veš. In vedno sem se sprašal, kako naša mama živi, ki je 3 pokopala. A ne, si prej nisem vedel, kako dejansko se počutiš, ne. Pravi, hudo je, ko mama umre, ko ata umre. Ja, je. Ampak težje je, ko ti otrok. To je dejstvo. In bi znal dati kakšno idejo ali pa misel za tiste, ki se soočajo mogoče s podobnim izzivom v življenju. Jaz lahko tudi priznam, moj oče je tudi 2 hčerki že pokopal zaradi raka, kar pomeni moje 2 polsestre, ne, in moj oče to jemlje tako z eno unikatno filozofijo. Mogoče bi bilo ful zanimivo, da bi vaju enkrat spoznal, mogoče da bi vaju posedel tukaj, pa da se videl pogovarjati, ampak kaj bi bilo pa tvoje sporočilo takšnim osebam? A veš, kako pa nas pravijo, ne? Najlažje je po toči zvoniti. Je pa dejstvo, da moraš ti, vse jaz imam moto, no? Da ne sanjam življenja, ampak živim moje sanje. In kadarkoli se ti kaj zgodi, še naprej živi svoje sanje, ker samo to te bo peljalo naprej. Ker najlažje je obupati. Najlažje. To je tako enostavno, da si misli, da boš lahko si v parih minutah brezdomc. A ne? Ampak, če pa živiš svoje sanje in ti te tvoje sanje dejansko živiš in delaš to, kar si cel življenje sanjal, a ne, potem ne glede na to, kaj se ti zgodi, bo šel čez vse. In vedno se vpraš, zakaj je to dobro. Se je malo čudno slišati, ne, zakaj je to dobro, če otroka zgubiš, ampak močnejši si. Pa priznati si moraš, da je to edina pot, da gledaš naprej. Hvala ti. Ni za kaj. Bi rekel, imaš kakšno knjigo, ki ti je izredno pri srcu, pa bi jo rad podelil s publiko? Imam sem, da nov reklame delo. No, ni problem. Za knjige ni nikoli problem. Jaz sem prebral zelo malo knjig v mojem življenju. Največ zemljevidov. Jaz sem s tistih cajtov, ko smo zemljevide cel dan študirali, da si vedel, kam jet, ne.
ampak Zajtrk za dušo, spet od Aleksandra. 4 knjige so, 5. baje prihaja. 4. sem dobil od njega s posvetilom. Te knjige so se mi pa res dotaknile. Tudi Preboj, pa še nekaj knjig, ampak pa ne vem, morda sem z leti malo, kako se reče, modrejši ali malo presvetljen. Je kakšna misel, ki ti je tudi izredno pri srcu, pa bi jo podelil z nami? Citat. Ne, razen tega, da živi svoje sanje, pa ne sanje življenja. Ja, mislim, da se je to danes kar močno zapisalo tukaj z nami. Kaj pa, a je karkoli, kakšna vaja, kakšna praktična zadevca, ki jo počneš dnevno, ki bi jo lahko tudi naši poslušalci uporabljali za to, da si izboljšajo trenutek, dan, teden, je kaj, kar ti redno počneš, pa bi nam podelil z nami? Bi ti to delo? Ja, deva poskusiti. Deva. Ok. Lepo se sprosti roke na kolena, zamiš, globoko dih, zadrži 3 sekunde, izdih skozi usta, vdihneš skozi usta, zadržiš 3 sekunde, izdih skozi nos, vdih skozi nos, izdihneš skozi usta. Ko boš pripravljen, odpri oči. A se kaj bolj pomirja? Definitivno. Druga stvar, ki pa je, daš pa roke takole. Pa začneš. In zdaj se te roke pred obraz. A čutiš toploto? In potem roke položiš na srce. In pol začneš s samo hipnozo. Govori si tisto, kar bi rad. In bolj, ko ponavljaš, bolj ti ostane v nezavednem delu uma. Jaz recimo zvečer, ko grem spat, ker ne moram zaspati, ne? Nezavedni ukazujem ti, da me sprostiš, da zaspim in da se bom v 5 pa 20 minut zjutraj zbudil in da bom trdno spal. 3-krat si rečem, eto, jaz spim ko letva. Lahko začneš pa pri 439, pa šteješ nazaj. Številka 400 ne boš dočakal. Sam umiriti se moraš. In največ je, recimo, a se kdaj v misliš, pogovarjaš sam s sabo? Ja, velikokrat. To je samo hipnoza. In pol si čist drugače sproščen. In drugače pa začneš gledati na življenje. Češ komu rekel, ti 3-krat globoko vdihem, pa vzdihem, pa seš drugače počutil, bo rekel, dej, bod pameten. Probi. Res ti hvala za vse, kar si nam podelil danes z nami. Zdaj si odprl še nove tematike, ampak bo mogoče danes tukaj dovolj. Kaj bi rekel našim poslušalcem, lahko tudi kar v kamero tukaj, zakaj je vredno, da pogledajo to epizodo s tabo danes? Kaj bomo dozvedli? Kaj bojo zvedeli? Pa zvedeli bojo, kako je kot mlad otrok z 5. razreda osnovne šole. Ugotoviš, kaj je tvoj cilj v življenju, kaj je tvoj sanjski del in s čemer se ukvarjaš 50 let, pa se nisi naveličal, ampak bi delal to še 50 let. Pa da nikoli ni za nobeno stvar prepozno. Vedno glej samo naprej. To je to. Hvala ti. Poslušalci, hvala, da ste z nami, hvala, da si pogledala to epizodo do konca. Danes smo slišali res izjemno zgodbo Cirila Ferlana, ki je že v otroštvu
našel tisto, kar si zares želi početi v življenju. Ampak ta pot ni bila enostavna, bili so sponi, bili so padci. Definitivno je zanimivo, kako on definira torej sanjsko službo. Sam je pa pokazal tudi svojo ranljivost in z nami delil eno zgodbo o tem, kako je izgubiti nekoga, ki ti je zelo pri srcu, kot je hčerka, ker so to izkušnje, ki nas res definirajo. Ampak skozi svojo zgodbo nas uči, da nikoli ni prepozno, da lahko tudi pri 50, 60, 70 letih začenjamo čisto novo življenje in gremo po novi poti. Tako da, če poznaš še koga, ki potrebuje slišati takšno zgodbo, ki potrebuje upanje, daj podeli to epizodo, lajkaj, komentiraj, pošlji nekomu na zasebno sporočilo ali pa enostavno uživaj tudi sam v ogledu in naredi nekaj dobrega zase tudi ti danes. Hvala ti.